se začel tako, da je bilo na podlagi več pobud občank in občanov, stanovalcev in lastnikov stavb na Mestnem in Starem trgu, pobudnikov, da se zaščiti gradsko pobočje zaradi padajočega kamenja in drugega materijala, da se počutijo ogrožene, in smo potem pridobili strokovna mnenja, da bi pripravili projekt. V okviru tega smo pa seveda želeli poleg naših strokovnjakov znotraj oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana razširiti pravzaprav to izjemno zahtevno strokovno vprašanje in oblikovali interdisciplinarno komisijo v novembru leta 2023. Ta komisija se je sestala 4-krat, na drugi seji, druga seja je potekala na lokaciji, torej v mestnem, torej v gozdu gradskega pobočja, kjer smo se podrobno seznali in s projektom in stanjem na terenu. Na tretji seji komisije smo soglasno sprejeli koncept, na kakšen način in po kakšnih postopkih bi se te ukrepi, ki jih bomo danes predstavili, izvajali. Mogoče bi še naštel člane komisije, zato da boste videli, kdo vse je bil vključen. In sicer Dušan Rožemberger z Biotehniške fakultete oddelka za gozdarstvo, Anton Poje, Biotehnične fakultete oddelka za gozdarstvo, Ana Kučan, Biotehnične fakultete oddelka za terensko arhitekturo, Nikaj Kranjc, Gozdarski inštitut, Aljoša Grošelj, Alja Grošelj je danes tudi z nami, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Jernej Rednak, Zavod za gozdove Republike Slovenije, Nec Praznik iz Voka Snage, Lena Marjon iz Tise in pa potem Nataša Jazbinšek Sršen kot vodja oddelka za varstvo okolja, tam tudi Branka Trčak, potem iz oddelka za gospodarske dejavnosti in promet odseka za urejanje zelenih površin Petja Pednat in Jurij Kobek je tudi vodja tega projekta. Sam sem komisijo vodil. Torej, komisija se je strinjala s predlaganim načinom ukrepanja, da je primeren in hkrati nujen za zagotavljanje varnosti stanovalcev objektov na Mestnem in Starem trgu, sprehajalcev in obiskovalcev gozda ter za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti gozda na gradskem griču. Moja strana je to vse, da bi predala besedo. Hvala lepa. Naš naslednji govorec je direktor Zavoda za gozdove Slovenije, gospod Gregor Danel. Izvolite. En lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu Zavoda za gozdove Slovenije. Hvala za besedo. Tako kot je že podžupan povedal, je v bistvu to nek dolgoročen proces. Območje, ki večina od vas tudi pozna, je zelo kompleksno, poleg tega, da se z gozdarskega vidika prepletajo funkcije, v bistvu zelo veliko funkcij na tem območju, imamo seveda tudi problematiko varovanega in zaščitnega gozda. Zdaj lahko povemo, da je tukaj Mestna občina Ljubljana naročila študijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, znotraj katere so bili pridobljeni določeni rezultati, ki jih je potem tudi komisija obravnavala in seveda Zavod za gozdove kot pristojni organ, ki izdaja odločbo za poseg in spravilo gozdnega drevja. Zdaj, če pogledamo območje je razdeljeno na 3 težavnostne stopnje oziroma 3 stopnje, ki lahko rečemo na neke erozijske stopnje. Imamo C območje, ki je območje manjšega tveganja, to je naklon 35 stopinj, območje večjega tveganja, območje B 45 stopinj in pa seveda kritično območje A 65 stopinj
stopinj oziroma tudi previsna ostenja, boste tudi kasneje v predstavitvi videli. Na podlagi študije je bilo seveda na tem območju urejanja evidentiranih 908 dreves, od tega 289 dreves v območju A, 171 dreves v območju B in seveda na najmanj strmem, če temu lahko tako rečemo, največ dreves, 448 dreves v območju C. Od tega je bilo v tem strokovnem mnenju po pregledu podrobneje obravnavano 69 dreves iz območij B in C. Kriterij predvsem za izbor obravnavanih dreves, ko govorimo o obravnavanih dreves, seveda je to ta strokovna odločitev ali neko drevo zaradi lastne teže in svojega naklona, zaradi nevarnosti porušitve je toliko nevarno, da bi bil predlog, da se ga sestoja odstrani. In je to tudi seveda ključen kriterij za izbor teh dreves, lokacija drevesa glede na škodni potencial, pa lastnosti drevesa, kot je zapisano. Izbor drevja predvidenega za sečnjo, tako kot smo povedali, Zavod za gozdove je izdal letos odločbo za poseg in spravilo, je pa sledil strokovnemu mnenju oziroma tej strokovni nalogi Biotehniške fakultete in pa seveda usmeritvam komisije. Kot je bilo že povedano, komisija se je sestala večkrat, komisija se je sestala tudi na terenu in se nekako pogledalo vse te objekte, vsa ta drevesa in tudi vse ostale načrte in nekako podalo usmeritve za izdajo, če temu rečemo, tako izdajo odločbo in seveda potem tudi sam poseg v varovanje teh zemljišč. Tako da je skupaj za poseg predvidenih 205 dreves, to je 22%, dobrih 22% vseh evidentiranih dreves, oziroma če povemo o bruto kubičnih metrih, je to 105 kubičnih metrov drevja, kar že iz tega sledi, da v bistvu izhaja iz tega, da to niso velike dimenzije drevja. Imamo 55 dreves nad 25 cm prstnega premera. Potem so pa ukrepi v posameznem območju, da še malo predstavljamo podrobneje. Na sliki je vidno en primer, ko je že prišlo do porušitve, do erozije in padanja kamenja, kjer je bila potrebna nujna intervencija. Govorimo o kritičnem območju A, kot je bilo rečeno, so pečine, visoke tudi do 25 metrov, 65 stopinjski naklon in več, pa stalni podori pa erozija so prisotni. Dejansko, če primerjamo nekako to z nekimi drugimi območji, to je ob avtocestah, ko imamo varovane ograje in podobne zadeve za varovanje seveda cestnih objektov in tistih, ki vozijo po tej cesti. Izbrana drevesa za poseg po območju A je največ seveda teh dreves, moramo se tudi zavedati, da to so tudi drevesa, ki rastejo iz samega ostenja, kot je vidno tudi mogoče na tej sliki, kjer je bilo interventno že nekaj narejeno, govorimo o 154 drevesih, o 289 drevesih oziroma 53% evidentiranih dreves v tem območju. Območje B 32 od 171 dreves, to je 19% dreves, in pa območje C 19 od 448 dreves, to je v bistvu 4% dreves. Zakaj je to nekako tudi pomembno prikazati z tega, da nekako tudi v študiji sami, tudi komisija in tudi mi smo temu sledili v odločbi in nekako vseeno nek konzervativen pristop do tega samega poseka, kako pristopa do tega poseka, predvsem pa tudi zato, kar sem prej omenil, da se na tem območju prepleta veliko funkcij, ki jih moramo tudi upoštevati pri tej ureditvi. Seveda so pa načrtovani potem tudi dodatni zaščitni ukrepi, predvsem na spodnjem delu cone B in seveda na coni A, to pa zato, da se v bistvu dolgoročno prepreči padanje in nadaljnja erozija na objekte in ogrožene prebivalcev. Seveda pri celotni tej zgodbi je ključno vprašanje, na kakšen način izvesti ta dela. Mi se moramo zavedati, da, kot je bilo že po stopinjah naklona in kakor poznate, so ta območja zelo strma in tudi material je sipek, nekompaktni. In tukaj kakršnokoli delo, ki bi potrebovalo delo na samem terenu, to pomeni poseg in spravilo po zemlji, bi povzročalo poškodbo tal, poškodbo podstojnega drevja. Še tu moramo povedati, da mi seveda računamo na to podstojno drevje. To podstojno drevje pa seveda novo odraslo drevje na tem območju in tudi z vidika estetskega vidika mi si ne želimo, da bi bila to goličava in to nikakor nočemo doseči. To je tudi tak konzervativni pristop. In tukaj seveda se odločili, glede na vse te omejitve, ki jih
da je arboristična obdelava teh dreves, arboristični poseg, sekcijski poseg teh dreves in odvoz oziroma spravilo s helikopterjem najbolj po previdnostnem načelu, najbolj ustrezna spravilo. S tem ne poškodujemo tal, smo zelo previdni na tem območju, tako da bo pa to eno redkih Helios pravil v Sloveniji. Mislim, da bo to tudi ena izkušnja za nas v prihodnje, kako na nekaterih območjih tudi zaradi varstva infrastrukture in tega delovati v prihodnje. Tukaj si želimo tudi z Gozdarskim inštitutom narediti eno znanstveno študijo oziroma neko raziskavo, ki bo pokazala učinke takega načina spravila. Zdaj bi pa pustil naprej. Kot že rečeno, z nami je tudi magistra Alna Grošelj, vodja območne enote Ljubljana pri Zavodu za varstvo narave. Gospod Grošelj, izvolite. Lepo pozdravljeni v imenu Zavoda za varstvo narave. Tako kot je bilo že večkrat zelo omenjeno, ima Grajski grič več različnih funkcij in med drugim je Grajski grič zavarovano območje, ima status geomorfološke in ekosistemske naravne vrednote, parkovna ureditev na platoju pa je tudi oblikovana naravna vrednota. To pomeni, da varujemo grič sam kot reliefno obliko, varujemo vse sestavne dele ekosistema in oblikovane dele narave, predvsem drevorede, posamezna drevesa in podobno. Zavod za varstvo narave je pred 2 letoma v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja za postavitev lovilnih ograj, ki ga je vodilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, izdal strokovno mnenje s pogoji na takrat pripravljeno dokumentacijo. Za sečnjo dreves ni predpisan postopek pridobivanja dovoljenj z vidika varstva narave, ne glede na to, pa je pri tem treba upoštevati varstveni režim in omejitve, če so te določene. Zato smo, kot je bilo že povedano, tudi mi sodelovali v strokovni komisiji, v kateri smo se dogovorili o količini in o načinu odstranitve nevarnih dreves, tako da bo zagotovljena varnost prebivalcev in obiskovalcev, ter tako, da bo vpliv na lastnosti naravnih vrednot in zavarovanega območja čim manjši. Hvala. Hvala lepa tudi vam. In zdaj še beseda gospe Maji Žitnik, vodi oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Pozdravljeni. Kot so povedali sodelavci oziroma ostali govorci, danes gre za izjemno kompleksen projekt in na tak način smo se ga pristopili tudi v naši službi k izboru izvajalca predmetnega posega. Kar pomeni, da iščemo kompleksnega izvajalca, ki bo združil pravzaprav verjetno predvideno, bo šlo za konzorcij, ker gre za podajno lovilno mreže, gre za spravilo lesa, gre na vse zadnje za arboristiko. Ta trenutek smo v pripravi razpisa in razpisnih pogojev, kar ocenjujemo, da bomo recimo konec naslednjega tedna oziroma v sredini oktobra bi radi objavili razpis. In če bo vse teklo po predvidenih načrtih, bi imeli izbranega izvajalca oziroma pogajanja potem v sredini novembra. Naš cilj je, da bi za posegom začeli še v letošnjem letu. Seveda bo od tem to tudi odvisno od posameznih zaporov oziroma kar se bomo pridobivali soglasja v zvezi z helikopterskim spremljanjem lesa. Pravzaprav še preden je bila formirana komisija in pa tudi tekom komisije smo na oddelku pristopili do vseh stanovalcev predmetnega območja z namenom, da pridobimo od njih seveda potrebna soglasja za poseg, vkolikor bi pač ali do njih oziroma soglasja k predmetnemu posegu, kar smo tudi vsak pridobili. Večinoma lastnik Grajskega hriba je seveda in Mestna občina Ljubljana, tisti del, kjer pa niste pravi, smo pa pridobili ali soglasja lastnikov, imamo pa tudi soglasja vseh stanovalcev. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Moram povedati, da sem izjemno vesel komisije, ki je pripravila to strokovno mnenje, tako da se zahvaljujem za vaše delo in da čestitam za skupno rešitev. Imamo tudi vodstvo Ljubljanskega gradu, našo direktorico, ki je neposredno povezana.
Rad bi dodal, da ta sistem dela pa nas teče pri vsakem pomenem projektu, imamo strokovne službe, ki določijo, smo se pa nekaj naučili, da te ključne projekte predstavimo v javnosti. Preden se začnemo delati, preden se razpiše in se nagotavlja, ne spet imamo kaj narobe. Izkušnja, ker smo imeli strokovno pravičo na Rožniku, je bil naš kiks, da nismo enostavno to predstavili javnosti. Zelo dobro izkušnjo pa imamo, ko smo v tej sobi predstavili javnosti zaporo Dunajske ceste pri gradnju PCL. Je pa ena zadeva, ki je povedal, vmes smo imeli intervencijo na Mestnem trgu 9A, ko je začelo kamenje leteti na vatri. No in mislim, da kako grozno težek je ta poseg, to, kar je že direktor rekel na tej coni A, 25 metrov višine, praktično. Mogoče bi bilo to za kakšno našo olimpijsko prvakinjo za plezanje, vrbansko plezanje, kajti ne vidi se v bistvu nič drugega kot ravnost na pretagu. Tako da se veselim tega izbora, ko bo zaključeno, bomo tudi obvestili. Če sprašujete, da bo začel delati, danes ne bo se dobil odgovora, ko bomo dobili izvajalca, bomo videli, kako so njegove kapacitete, kako so njegove možnosti. On bo moral dobiti tudi vsa soglasja za helikopterski prelete, se pravi, da tudi to čakamo. In jasno, nekaj prihaja novo leto, december mesec, ki je grad posebej množično obiskan, se bomo tudi prilagali prireditev na Ljubljanskem gradu. Mi bomo takrat ob tem delu za cel teden, potem pa so vsak dan sproti povedali, kateri dohodi oziroma ceste so zaprti na Ljubljanski grad. Posebej bomo, da se tiste poti ne uporabljajo, ugradili bomo, da ne bo možen postop, ne vem, s klicem to trga ali pa mestnega trga, takrat, ko bo do tega prišlo, tako da bomo takrat spot obveščali in se obvestili za javnost in s tablami, ampak tokrat, ko smo se prejšnji dobili, takrat sem prosil, da počakate še en teden, to predstavimo, kajti mislim, to je edina strokovna sestava, razen mene, sem odlično predločil, ki znajo vse povedati in jaz sem že na tej predstavitvi, ki sem v mestni hiši, bil izjemno zadovoljen, koliko je že kolega Danil povedal, da je naš Juri Kobe pripravljal ta projekt, tu sedim, tako da pri njega sem pozabil, ampak ne bi bila tudi sestava s tem nizu pokazala težo, ki je dajemo temu projektu. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.